Imamo veliko novost v primeru nekdanjega tekmovalca ameriškega idola, ki se je zdel na poti do sojenja manj kot 3 mesece potem, ko je sredi noči opravil ta čustveni telefonski klic. O moj bog, okrožje Miami. Nisi sam. O moj bog, nekdo je vlamil v moj dom. Nekdo je vlamil v moj dom. A so še vedno tam noter? Ne vem, prosim, pohitite, prosim. Kaj vidiš? Moja žena je. Pravkar smo izvedeli, da Caleb Flynn ne bo tako hitro stopil pred sodišče zaradi obtožb, da naj bi ubil svojo ženo, medtem ko sta njuni 2 mladi hčerki spali v bližini. Zakaj je Caleb Flynn prosil sodišče za več časa? Smo na primeru, ga predstavlja Law and Crime. Sem Chris Stewart. Van Man, prave sestavine, brez izjem. Če in ko bo Caleb Flynn šel na sojenje zaradi domnevnega umora svoje žene, bosta njegovi 2 mladi hčerki stari le 9 in 12 let. Morda bosta morali stopiti na prostor za priče in pričati o noči, ko je bila njuna mama ubita, in to bosta morda morali storiti, medtem ko bo njun oče sedel le nekaj metrov stran, njegova svoboda pa bo na kocki. Težko je napovedati, kakšna čustva bi bila v prostoru, če bi se to zgodilo. Kdaj se bo to zgodilo, je trenutno zelo nejasno. Caleb Flynn je bil predviden za sojenje 4. maja, vendar smo danes slišali iz sodišča v Ohaju, do sojenja na ta datum ne bo prišlo. Povedali so nam, da se bodo odvetniki jutri sestali, da bi o tem še več govorili. Caleb Flynn se ni odpovedal pravici do hitrega sojenja in sodni sistem je od njegove aretacije februarja deloval s polno paro naprej. Stopite naprej. To je posnetek s telesne kamere v trenutku, ko je bil aretiran, medtem ko je sedel v preddverju policijske postaje. In to vprašanje je postavila oseba, ki je sedela z njim. Kakšne dokaze ima policija, da naj bi Caleb Flynn ubil mater svojih otrok, žensko po imenu Ashley Flynn? To je ženska, v kateri je nekoč navdušeno govoril kot tekmovalec v oddaji American Idol pred več kot desetletjem. In to vprašanje, kakšni so dokazi, je povsem upravičeno. In na tej točki lahko resnično samo ugibamo, zakaj policija pravi, da naj bi bila zgodba Caleba Flynna lažna. Njegova zgodba je, da je nekdo vlomil v njihov dom na slepi ulici v Tip City v Ohaju, severno od Daytona, in ubil njegovo ženo, Ashley Flynn, v njuni postelji. Zdaj imamo seznam prič, ki ga je obramba vložila na sodišče, ljudi, ki bi jih lahko poklicali na pričanje, če in ko bo Caleb Flynn stopil pred sodišče. In čez trenutek bomo pregledali nekaj zanimivih imen na tem seznamu. Prav tako smo izvedeli, da bi si porota na sojenju osebno ogledala hišo Caleba Flynna, da bi si sama ogledala prizorišče zločina. Odvetnik obrambe Flynna je sodišču povedal, da želi, da si porotniki sami ogledajo razporeditev hiše, če je vse enako kot na tisti grozni dan februarja. Strinjamo se z obredom porote, dokler kuhinja ni bila premaknjena, garaža ni bila premaknjena, sobe v hiši niso bile premaknjene, do te mere, da me sploh ne moti, če strehe ni več tam. To preprosto ni pomembno za ta primer. Rad bi, da bi si porota lahko ogledala vhod in izhod iz hiše ter lokacijo različnih sob v hiši. Torej, res ni preveč zapleteno. Zdaj, čeprav si bo porota ogledala Flynnovo hišo, bi imel Caleb pravico iti s poroto, da si ogleda tudi sam. Ampak sodniku je povedal, da tega ne bi želel storiti. Zdaj, preden se lotimo seznama prič in nekaterih razprav, ki so potekale glede pričanja Flynnovih hčera, želim opisati, kaj so policisti videli, ko so bili prvič poklicani v dom Caleba Flynna sredi noči 16. februarja. Corey. V redu je, preveril sem tukaj naš drugega. V redu. Moji hčerki sta v spalnici tam, še vedno spita. V redu, ste preverili? Ste to preverili? 911, ja. Trenutno nihče drug ne pride sem, pika. Vsaka vrata manjka. Torej, ura je približno 2:30 zjutraj in Caleb Flynn je poklical 911, je čustveno pretresen. Trdi, da je vlomilec vstopil v njihovo hišo in ubil njegovo ženo, medtem ko so njuni otroci spali v bližini. Zdaj, če opazite na posnetku telesne kamere, pravi, da sta hčerki para še vedno spita v svojih sobah. Ta mesec so tožilci vložili predlog, v katerem so zapisali, citiram,
Država pričakuje, da bo v okviru dokaznega postopka tožilstva pričalo več otrok. To lahko pomeni, da bosta morali Flynnovi hčerki, stari 9 in 12 let, pričati, medtem ko je njun oče na sojenju zaradi umora njune mame. Zdaj pa še zanimiva izmenjava mnenj, ki se je odvijala na to temo. Ker država navaja pravice, ki jih želi zagotoviti otrokom, med katerimi je tudi pravica, da imajo v sodni dvorani zagovornika ali predstavnika žrtve po lastni izbiri, ki je jasno viden in v njihovi neposredni bližini. Flynnova ekipa je na to odgovorila in postavila pod vprašaj potrebo po tem, da imajo otroci med pričanjem v prostoru otroškega zagovornika. Pravijo, da ni bilo predloženih nobenih dokazov, ki bi dokazovali, da je zagovornik potreben in da obravnava še ni bila izvedena. Zdaj pa se pogovorimo o Calebovi ženi, Ashley. To je bila ženska, ki jo je skupnost očitno zelo cenila. Bila je lokalna trenerka odbojke, bila je učiteljica. In ona in Caleb sta bila zelo dejavna v svoji cerkvi. Caleb pravi, da je oseba, ki je ubila Ashley, vstopila v njihovo hišo skozi odprta garažna vrata in jo nato dvakrat ustrelila v njuni posteli. Želim, da poslušate zgodbo, ki jo naj bi povedal dispečerju na številki 911. Kaj vidiš? Moja žena je. Ima 2 strelni rani v glavo, povsod je kri. O moj bog, o moj bog, o moj bog. Gospa, potrebujem, da globoko vdihnete, prav? Ali še vedno vidite koga v hiši? Ne, vrata v garažu so bila na stežaj odprta. Prosim, pohitite, prosim. O moj bog, o moj bog, o moj bog. Moji hčerki sta tukaj, moji hčerki sta tukaj. Kje je ona? Ona je v posteli, si z njo. Sem v sobi, gledam jo, ja, prosim. Imate zaklenjena vrata. Vrata v garaži imamo zaklenjena. On je v hiši, ja, prosim. Kje je ta soba v hiši? Moj partner jih že pošilja, v redu. Ampak potrebujem, da odgovorite na moje vprašanje, da vas lahko čim prej dobim ven, v redu? Katero vprašanje? Kje ste v hiši? Sem v spalnici z njo, moja hči je v svoji sobi. Torej nisi z otroki. Bil sem z otroki, ko se je to zgodilo. V redu, ampak zdaj nisi z njimi. Ne, sem v svoji sobi, še nisem niki budni. O moj bog, o moj bog. Torej, tukaj vidite nekaj zmede v klicu glede tega, kje so otroci v hiši. In on pravi, da otroci še vedno spijo, čeprav je bila njihova mama pravkar ustreljena. In izstopa dejstvo, da Caleb Flynn ni stekel zaščititi svojih otrok. Po tem klicu na 911 jih preprosto pusti spati. Zdaj, tukaj je, kaj je rekel o tem, kje je Ashley, da je mrtva v posteli. Ali kaj slišiš? Me podrgnil sem ji nogo in izgovoril njeno ime. Ne odgovarja. Tvoja hči ti ne odgovarja. Počakaj, oprosti seveda. Kaj praviš? Kaj si rekel? Tvoja hči ti ne odgovarja? Ne, sem v drugi sobi, čez prostor. V redu. V njihovi sobi. V redu? Ali slišite kakršenkoli hrup v hiši? Ne, njen obraz je, gospod, njen obraz je bled kot duh. V redu, čigav obraz? Obraz moje žene. Obraz vaše žene? Tista, ki je bila ustreljena. Bila je ustreljena? Bila je kaj? Ustreljena, sem rekel. V redu. Kje je bila ustreljena? V glavo. Upam, da ni povsod. V redu, ali diha? Ne, mislim, da ne. Ashley, draga, prosim. O moj bog, ne diha. Potem na posnetku s telesne kamere Caleb policiji pove, da ima pištolo v predalu za rokavice svojega avtomobila. Zdaj, ne vemo, ali oblasti menijo, da imajo domnevno morilsko orožje v tem primeru. Posnetek je delno zakrit, vendar lahko slišite zvok, kako govorijo policisti in Caleb. In čeprav je na zaslonu zamegljeno, še vedno dobro vidite, kje so policisti v hiši. Tukaj se pogovarjajo s Flynnom, nato pa gredo v garažo, ko poskušajo preveriti zgodbo, ki jim jo pripoveduje Caleb. Prav zdaj potrebujem, da dihaš, prav? Imaš koga od družine, ki ga lahko pokličeš? Prav, kje je tvoj telefon? Želiš poklicati družino? Počakaj malo. Korej, da paziš. Ja.
voda je tam okoli, še ne pri dnu. Mislim, da je na dnu. Ja, ena oseba. O moj bog. Tista vrata tam so odprta. Tista zadnja vrata so odprta. Je zunaj luč, ker ne vidim. Je to omara? V redu. Koncept Cimeta je bil problematičen kirurg. Čas. Ali naj ga imamo? V redu, poglej to. Pazi. Ne, boli. Vidiš kaj krvi? Bom šla naprej in to odpravila. Hej, nekdo ga opazuje. Nekdo ga mora opazovati. Zdaj sem si ta posnetek s telesne kamere ogledal večkrat in vedno mi izstopa, kako želijo policisti zagotoviti, da je Caleb ves čas v njihovem vidnem polju, ter kako si celo šepetajo med seboj o domnevnih sumih, ki jih imajo glede njegove zgodbe. Vse. Ja. Zadnja vrata so odprta. Tam na strani so vrata. Odprta so. Torej tam noter preverite prostor. Ja, mi smo. Tovornjak, sredinska konzola tovornjaka je odprta. In tam je rekel, da ima svojo pištolo. Torej. Gospod Kjušo. Žena? Tudi v isti sobi. Ja. V njeni posteli. V posteli. Jih ne slišiš? Nisem govoril z njim. Kor je tisti, ki je govoril z njim. Glede na vse, kar vemo o Calebu, se je zunanjemu svetu zdelo, da je zadnja oseba, za katero bi si mislili, da bi ubila svojo ženo. Po približno 45 minutah v hiši vidimo na posnetku telesne kamere, da gre ven in tam čustveno objame nekoga, ki še ni bil identificiran. Zdi se, da gre za tesnega prijatelja, morda celo za družinskega člana. Poglejte. Oprosti. Dajno. Draga. Oprosti. Dajno. Ne razumem. Sploh ne. Potrebuješ ekipo, da pazi nate. Misliš, da ti? Si pravkar vstopil samo zato, da ga pogledaš. Obala policija ne ve. Trgovina spi, to je to. Lahko to vzamem. Lahko samo sediva. Ne vem, kaj naj naredim. Tudi jaz ne vem, kaj naj naredim. Samo v šoku sem. Jaz sem v šoku. Bi želela sesti na stopnice? Ja.
Kdo je hodil tam zadaj? Kaj je to? Kdo je hodil tam zadaj? 2 namestnika? Namestnik. Nehal od nas ni hodil tam zadaj? Ne. Ali nočeš, da gremo tja? Mislim, da nimam nič proti. Hotel sem zbuditi psa, ki je bil ustreljen tukaj. No, prišla sta 2 psa, ravno sem jo imel, da hodita naokoli in jo zaprl. Vem, morda je nekdo šel naokoli, da namesti trak. To bi bilo to. Ja, v redu. Troje je rekel, da bi lahko pripeljali dron, ampak nisi vedel, kaj iščeš. Slišal sem, kaj? Bilo je, veš, slišal sem to in jaz sem zmrznil. In potem sem stekel. In vrata, ki vodijo v garažo, so bila na stežaj odprta. In potem sem jaz... How long were you? Tukaj, preden smo prišli sem, kakšnih 20 sekund. Ja, ne 2, v redu. Mislim, da sem videl borbe tvojega bratranca. Noben avto ni pripeljal ven. Ja, Nisem videl ničesar. počakaj, tudi jaz nisem ničesar videla, vse je bilo visoko. Najprej sem stekel, prišel sem noter, začel sem iti hiter in rekel so udar me z nečim. Oh, ja. In potem sem ugasnil sireno, kot je bil on dol, da nisem nikogar prestrašil. Ja. Prvič te nisem mogel najti. No, tiste zadnja stranska vrata so odprta. Še vedno so odprta. V urah potem, ko je bila Ashley ubita, je policija povedala, da je delovna hipoteza ta, da je šlo za vlom, ki se je končal s smrtjo. V zrak so poslali brezpilotnike. Na terenu so bili psi, vendar pravijo, da niso našli nobenih sledi vlomilca. V redu, Caleb. Želim, da ostaneš. Stopi naprej. Kaj je to? Obrni ga naprej. Gaspar. Kasneje tisti teden je bil Caleb Flynn aretiran in obtožen Ashleynega umora. Še nismo videli posnetka zaslišanja in še vedno v resnici ne vemo, kaj je bistvo primera tožilstva proti Calebu Flynnu in zakaj verjamejo, da je to, kar jim govori, domnevno laž. Tudi motiv za ta domnevni zločin še ni bil javno razkrit. Opravičujem se, da vas poznam v takšnih okoliščinah, gospod. Še enkrat, lahko mi rečete Will. Kako pa je vaše ime, gospod? Caleb. Caleb. Vredo? Moji starši prihajajo iz drugega mesta, imam telefon in vse. Poskušal bom vse urediti s tem. In veš, bomo videli, kaj lahko naredimo glede tega, da ti to čim prej vrnemo. Ampak žal je v takih okoliščinah običajno, da poberemo vse. V redu. Odšel bom, ker imaš z njim opravka, če kaj potrebuješ, samo. Predvsej enostaven postopek. Seveda, detektiv Morgan. Ja, imam enega. Hvala. Kot sem ti že povedal, torej za dotikalno DNK, če so stvari ostale v stanovanju, bi te to izločilo. Tako, če recimo forenzični laboratorij to vidi in reče, v redu, ne, to se ujema z lastnikom stanovanja, torej potrebujemo to ali pa se ne ujema. Zdaj imamo še en profil, moramo ugotoviti, kdo je to. Torej, s temi. Zelo preprosto je, to je v novi sterilni embalaži. Če samo odprete usta, potem pa jaz ustavim to in nekajkrat zavrtim po vaši notranji strani lica. To je posnetek, kjer Caleb prostovoljno daje svoj DNK policiji na postaji. Flynn je od aretacije v priporu. Večkrat se je že pojavil na sodišču. Sodnik je določil datum sojenja za 4. maj. Na zadnjem naroku je Flynnov odvetnik povedal, da takrat nimajo nobenih predlogov za vložitev, zdaj pa bo prišlo do zamude. Flynnov odvetnik je vložil ta predlog, v katerem je zapisal, da želijo sojenje prestaviti za 21 dni, ker, citiram, država še naprej posreduje obsežno dokazno gradivo, od katerih je nekaj dejansko relevantnih. In danes, v torek, je sodnik odločil, da bo primer preložen, vendar še ne vemo, kdaj bo določen nov datum sojenja. Imamo seznam morebitnih prič obrambe. Ta je bil javno objavljen.
Ta seznam vključuje ljudi, kot so načelnik policije v mestu Tip City, Ohio, organ, ki je opravil aretacijo, pa tudi več policistov iz policijske uprave Tip City in več agentov FBI. Na pomoč pri preiskavi tega primera so poklicali zvezne organe. Prav tako se zdi, glede na naslove, da je na seznamu tudi več Flynnovih sosedov. Na tem seznamu morebitnih prič sta dva dela, kjer so imena prekrita. Ne vemo, kdo so ti ljudje. Z nami je zdaj upokojeni sodnik Fernand Rucker, zdaj odvetnik, da bi več povedal o tem primeru. Hvala kot vedno, da ste si vzeli čas in ste z nami tukaj na Law and Crime. Zdelo se je, kot da ta primer drvi proti sojenju zelo, zelo hitro. Zdaj vemo, da bo prišlo do zamude. Kaj menite o strategiji obrambe do te točke, ko so ravnali, kot da bo 4. maja Caleb Flynn res stopil pred sodišče? No, veste, vedno je težko vedeti. Najprej pa hvala, da ste me danes povabili. Cenim, da sem lahko tukaj. In kadarkoli govorimo o 4. maju, sem velik oboževalec vojne zvezd. Zato mi je ta datum všeč. Naj bo 4. z vami. Evo, uspelo mi je. Seveda. V ozadju imam svoj svetlobni meč. Ampak, ko govorimo o strategiji in sojenjih, nikoli zares ne veš, kaj se dogaja v ozadju. Ne veš, ali so prisotni metuljčki v trebuhu zaradi priče, ki se je pojavila, ali pa je bila razkrita kakšna informacija v stotinah ali tisočih straneh dokumentov, ki so jih odvetniki pregledovali med pripravami. Ne veš, ali bo priča, na katero si bil pripravljen in si jo pričakoval, povedala kaj posebnega. Obstajajo informacije iz ozadja, da bi lahko spremenili zgodbo. Nikoli ne veš. Vemo pa, da je bil del zamude, ki so jo tukaj zahtevali, povezan s pričakovanjem strokovnega poročila. Po naših kazenskih pravilih v Ohaju, vsaka zvezna država ima svoja kazenska in civilna pravila. Vendar po kazenskih pravilih v Ohaju imaš določen čas, ki ga zakon zahteva, preden se moraš ukvarjati s strokovnim poročilom. Zato je zamuda tukaj razumljiva, saj gre za to, da bo dejansko strokovnjak ali pa obstaja še eno strokovno poročilo. Morajo imeti čas, da se na to pripravijo. In en teden preprosto ni dovolj po pravilih, ki smo jih vzpostavili. In za kakšnega strokovnjaka bi lahko šlo? Vem, da je to precej splošno, kot je zapisano v sodni dokumentaciji. Dokument je naveden samo kot strokovno poročilo, ampak običajno, v takem primeru, kakšno bi lahko bilo strokovno poročilo? Zanimivo je. Pred nekaj dnevi sem se o tem pogovarjal s prijateljem, ki ni pravnik. Pravzaprav je bilo to v cerkvenem kontekstu. In rekel sem, da sta na sojenjih dve vrsti prič. Obstajajo navadne priče in obstajajo strokovne priče. Navadna priča je preprosto oseba, ki reče, hej, to sem videl, ali pa poznam te ljudi, ali karkoli že je primer. Strokovnjak je vsak, ki ima specializirano znanje ali informacije o dejstvih, postopkih ali dokazih. Tako, lahko v primeru umora imate strokovno pričo za skoraj karkoli. Strokovna priča lahko pričuje o sledovih brizganja krvi in o tem, kako se kri dejansko razprši, odvisno od smeri orožja, kje so izstreljeni naboji, koliko jih je in v kakšnem zaporedju. Strokovnjak lahko pričuje tudi o tem, koliko časa je telo dejansko že mrtvo. Strokovnjak za analizo glasu lahko pričuje o verodostojnosti telefonskega klica in o tem, kaj sliši v glasu osebe. Hočem reči, obstaja toliko potencialnih strokovnjakov, torej ljudi, ki imajo specializirano znanje, spretnosti, izkušnje ali usposabljanje na določenem področju. Ti lahko pomagajo tistemu, ki odloča o dejstvih, kar je seveda porota ali sodnik. Tukaj govorimo o tem, da lahko pogleda poroto v oči in reče, na podlagi mojega znanstvenega znanja in izkušenj to na tem področju razumemo tako. Torej je lahko strokovnjak za marsikaj. Lahko gre za nekaj resnega ali pa za nekaj neškodljivega, kar lahko na nek način prispeva k primeru. Ker je bilo v predlogu Caleba Flynna sprva, ko so predlagali preložitev sojenja, govora o razkritju dokazov. In njegov odvetnik je dejal, da je nekaj od tega pomembnega. Zdi se, da prihaja veliko informacij, veliko dokazov. In rečeno je bilo, da bi lahko bil del tega uporaben za njihovo obrambo. Mislim, običajno, kako poteka ta postopek razkritja dokazov? Ker je bilo skoraj tako, kot je bilo zapisano, skoraj malo pasivno-agresivno, kot da bi to bilo namenjeno tožilcem, v smislu, hej, pošiljate nam veliko stvari, ampak le, del teh stvari bi dejansko štel kot nujen za pripravo obrambe na sojenju.
Ali obstaja občutek, da gre skoraj za neko igro med tožilci in obrambo v tem delu, kjer obramba ali tožilstvo reče: hej, dali vam bomo vse in vemo, da bo trajalo dolgo, da boste vse to pregledali? Ja, to je zanimivo vprašanje in zanimiva ugotovitev. Prakso opravljam že 30 let. Bil sem tožilec. Večino svoje kariere sem začel kot tožilec. Nato sem bil sodnik, potem sem delal na področju državljanskih pravic, kar počnem zdaj, in ukvarjam se tudi z odškodninskimi zahtevki. In mislim, da je v vsakem sodnem postopku prisoten nek vidik tega, kar opisujete kot igro oziroma taktiziranje. Po mojem mnenju je to žalostno, ker imamo opravka z življenji ljudi. Ukvarjamo se z najresnejšimi posledicami, s katerimi se lahko človek sooči. In kot odvetniki imamo opravka z igro. Veste, to je ena od stvari, ki me frustrira, vendar je to resnično opažanje. In ja, sodišča in zakon pravijo, da ne sprejemamo niti ne podpiramo sojenja s presenečenji. Nočemo, da bi katerakoli stran lahko tik pred zdajci vrgla nekaj na plano, druga stran pa na to ne bi bila pripravljena. Zato so pravila in način, tako sodniki delujejo, namenjeni temu, da omejijo takšna presenečenja na sojenju. In zato omogoča čas za pregled dokumentacije. Zahteva tudi razkritje določenih prič in tega, kakšno naj bi bilo njihovo pričanje. Ampak v širšem smislu kot odvetnik ni treba, da nasprotni strani razkrijem vsako vprašanje, ki ga bom postavil priči, ko bo pričala. To so moji osebni zapiski in delovno gradivo, ki sem ga oblikoval v 30 letih prakse. Ni mi treba povedati vsega. Torej jim bom dal vse, kar imam, in bom vedel, kaj bom uporabil. Vendar bo morala nasprotna stran sama ugotoviti, kako bo to vključila v svojo strategijo obrambe. In mislim, da je to morda malo tega, kar zdaj vidimo tukaj. Ja, in prepričan sem, da je tudi za tožilce tako. Hej, dali vam bomo vse, kar imamo. Tako da, če in ko pride do obsodbe, ne morete reči, da vam nismo dali vseh dokazov, ki ste jih potrebovali za obrambo, in da v tem primeru ni bilo nobenih presenečenj. Izvedeli smo, da sta hčerki Caleba Flynna stari 9 in 12 let. In res je težko dejstvo te zgodbe, da sta bili domnevno v hiši, ko se je vse to zgodilo, in naj bi v tistem času spali, vendar bi ju lahko poklicali za pričanje. In težko si je predstavljati, kakšno bi bilo vzdušje, čustva v prostoru, če bi se to zgodilo. Toda država pravi, da želi zagotoviti, da bodo tam morebitne osebe za podporo, ki bi pomagali 9 in 12-letnici, če bosta na pričevanju. In zdaj je obramba vložila predlog, v katerem pravi: počakajte malo, kakšen je razlog, da bi morali biti zagovorniki prisotni? Ne pravimo, da jih ne bi smelo biti, ampak morda bi morali imeti obravnavo, morda bi morali to še malo bolj preučiti. Kaj menite o tem izmenjevanju stališč, ki se odvija? Ja, zakon pravi, da vsekakor dovoljujemo mladoletnim osebam, mlajšim od 18 let, da pričajo. Vendar pa, ker se zavedamo občutljivosti, ki jo mladost prinaša v takšnih okoliščinah, bomo uvedli določene zaščitne ukrepe. Lahko bodo skriti za zaslonom, tako da jih obtoženec ne bo videl. Porota in sodnik pa jih bosta lahko videla, da boste lahko videli njihove odzive. Ob njih bo oseba za podporo, ki jim bo blizu, da se bodo počutili udobno. Mislim, obstaja več stvari, vendar obramba pravi: no, v redu, to je v redu. Vemo, da zakon to določa, vendar ni samodejno. Samo zato, ker otrok pričuje, še ne pomeni, da ga obramba ne more videti. Predložiti morate nek razlog, zakaj je tega otroka strah pričati ali zakaj bi se počutil nelagodno. In brez predhodnega razloga, brez utemeljitve za uporabo teh zaščitnih ukrepov z vidika obrambe, pravijo, da bi morali otroci pričati kot običajna priča. In dokler tožilec ne dokaže, da obstaja razlog, da bi bilo treba te posebne zaščitne ukrepe uporabiti, tukaj jih ni mogoče uveljaviti. S tem se ne strinjamo. In želimo, da sodišče ugotovi, da je to potrebno, ne pa da je to samodejno. In to je smiselno. In kakšen je običajno prag za to? Ker mislim, da bi lahko pogledali na to in rekli: te deklice, 9 in 12 let, mislim, osnovna šola, veš, 12-letnica skoraj si že v višjih razredih osnovne šole. Ampak vseeno, mislim, to je primer, kjer je tvoja mama zgubila življenje. In tukaj je tvoj oče in njegove svoboščine so na kocki.
To se zdi že samo po sebi, celo za odraslega v taki situaciji, da bi moral pričati, bi bilo travmatično. Kaj je tista meja, ki jo sodišče išče, da dejansko reče da, dosegli ste prak. Dosegli ste prak, kjer je lahko podporna oseba prisoten, da pomaga mladoletniku pričati. No, dal vam bom popoln primer, kjer bi bilo kaj takega idealno. Recimo, da je oseba obtožena zlorabe otroka ali, bog ne daj, in vemo, da se ti primeri dogajajo, spolne zlorabe mladoletnika. In to je nekdo, ki je imel določen vpliv ali avtoriteto nad tem otrokom, preden sta pristala na sodišču. In zdaj je ta otrok poklican, da dobesedno pokaže s prstom na osebo, ki ga je morda rodila ali pa ga je vzgajala doma kot starš ali očim oziroma mačeha. In zdaj morajo vstati in se postaviti proti tej osebi. No, zagotovo je ta mladi otrok med pripravami to verjetno izrazil tožilcu svoj strah ali zadržanost, da bi to lahko storil. In to bi bil popoln primer, kjer bi bila ta pravila in zaščite nujna, da bi zagotovili, da ima otrok možnost stopiti na prostor za priče in pričati. Tukaj tega ne vemo. Veste, domnevamo, da ker tožilka kiče otroke, naj pričajo v tem primeru proti, no pričajo v imenu države. Torej, domnevno pričajo proti svojemu očetu, vendar ne poznamo odnosa, ne poznamo vpliva, ne vemo, kako je oče vzpostavljal ali imel stik z otroki. Ne vemo niti, ali so se otroci sploh zavedali, kaj se je dogajalo, ko se je to zgodilo. Vemo, da naj bi po obtožbah spali, ko se je umor zgodil. Vendar ne vemo, kako je to vplivalo nanje ali kakšen je bil pogovor. Mislim, teh stvari ne vemo. In prav to je bistvo z vidika obrambe. Teh stvari ne vemo. In dokler ne vemo, da obstaja težava, je naše stališče, da bi moralo pričanje potekati normalno. Razen če in dokler država ne pokaže, da so te stvari dejansko učinkovite in obstaja razlog, da morajo ti otroci pričati za zaslonom. In da morajo biti deležni tistih zaščit, ki jih določa zakon, če je to primerno. Če in ko bo Caleb Flynn stopil pred sodišče, bo porota morda šla do njegove hiše, da bi videla, kje naj bi se vse to domnevno zgodilo. Rekel je, da se bo odpovedal svoji pravici, da bi bil prisoten s poroto, če bi do tega prišlo. Kako učinkovito je lahko za tožilce, da pripeljejo poroto v hišo, kjer se je vse to zgodilo, da lahko tam poroti predstavijo zgodbo o tem, kako naj bi se vse skupaj odvilo? No, vedno sem verjel v učinkovitost ogleda kraja dogodka. Ne glede na to, ali gre za kraj hude prometne nesreče na določeni ulici ali za ogled kraja strani porote. V hiši, kot je ta, kjer se je zgodil umor, sem bil kot sodnik, tožilec ali odvetnik obrambe vedno naklonjen ogledom kraja dogodka. Ker če naj bi porota odločala na podlagi dejstev, bolj kot so sposobni zaznati, kje, kdaj, kaj, kako in zakaj, toliko bolj samozavestno in informirano lahko odločijo. Ne samo preko slik in razlag prič. Tako da veste, z obeh strani bi predlagal, da bi bil ogled kraja v pomoč. In to se je nekako samo po sebi izkazalo, ker obramba temu ni nasprotovala. Tožilstvo je to predlagalo, obe strani se strinjata, da bi bil ogled kraja dober. Zdaj, ideja, da obtoženec reče, nočem iti, nočem biti tam, to lahko razumem tako strani obrambe, kot tudi strani tožilca, ki poskuša to izkoristiti. Čeprav mislim, da tega ne morejo, ker verjetno obstaja pravica po 5. amandmaju, zaradi katere ne bodo mogli izpostaviti dejstva, da ni šel tja kot del ogleda kraja. Ampak bila sta poročena. In ne glede na to, ali želite verjeti, da je storil ta umor ali pa je nedolžen, dokler mu krivda ni dokazana, kot zahteva zakon, mora biti to težko. Njegovi otroci so živeli v hiši, vsi so bili tam. Ne glede na to, ali je to storil ali ne, kot obtoženec je smiselno in razumljivo, zakaj ne bi želel iti tja, medtem ko so ljudje, ki sprejemajo odločitev, prav tako v tisti hiši. Ja, in bomo videli, kaj se bo zgodilo. Mislim, načrtovali smo 4. maja. Zdelo se je, da se stvari premikajo hitro in da se bo res zgodilo 4. maja. Zdaj vemo, da bo prišlo do zamude. Bomo videli, kaj bo naslednje. Upokojeni sodnik Finan Ruker, odvetnik,
Vedno je odlično, da ste z nami na Law and Crime. Hvala, da ste bili tukaj. Najlepša hvala. To bo vse za današnjo oddajo On the Case na Law and Crime. Naročite se na nas na YouTubu in Spotifyju. Prav tako nas lahko spremljate na Peacocku. Sem Chris Stewart, se vidimo naslednjič.